Najboljši gluhi slovenski tenisač Marino Kegl, član železničarskega teniškega kluba Maribor in TC Keren v Vogavu v Avstriji, ima še zadnje priprave pred nastopom na 14. Evropskem prvenstvu gluhih, ki bo od 19. do 26. junija na Kreti. To bo prvo večje tekmovanje gluhih po razglašeni svetovni pandemiji koronavirusa. Marina, tretjega na svetovni lestvici, tam čaka 25 močnih tekmovalcev. Priprave so normalne, tako kot v bistvu se trenira se vsak dan, s tem, da je poudarek pač na določenih elementih. Se pravi, zjutraj tukaj drill v Mariboru, skupinski trening, potem pa imamo bi rekel, individualni trening pa imamo doma v Murski Soboti na igriščih teniškega kluba in tam pa stvari seveda finiširava in piliva po domače, in vse ostale stvari, ki pač spadajo zraven. Od kondicije do drugih priprav, s tem, da je zdaj večji poudarek na detajlih še. Najboljšega slovenskega gluhega tenisača Marina Kegla bo spremljal oče Darko, ki je že 10. leto njegov osebni trener. V njegovi ožji ekipi pa sta še teniška trenerja Iztok Božič in magister Tomaž Berendijaš. Simpatični Sobotčan v Sloveniji med gluhimi še vedno nima konkurence, niti primernega partnerja, s katerim bi se pripravljal na največja tekmovanja. Zato kljub gluhoti tekmuje tudi s slišečimi tenisači. Ja, med korono je bilo malo težje vse skupaj, ker pač je bilo tam polovico marca, april in maj lanskega leta je bilo vse zaprto. Takrat smo imeli samo doma, bi rekel, fizične priprave, koliko se je dalo, ker zunaj ni bilo vremena, da bi lahko bila zunaj. Tako da vse te, se pravi stabilizacija trupa, vaje za male mišice, takšne stvari in pa seveda tudi mentalne treninge. Tole Evropsko prvenstvo na Kreti bo, se pravi, zelo močno, bi rekel, saj prihajajo vsi nosilci iz evropskega dela, tukaj manjkata samo, se pravi, med prvih 10 manjkata samo Ekvadorec Vazquez in Indijec. Drugače so pa vsi tukaj, ja, in vsi so prijavljeni. Tako da bo konkurenca izredna. Komaj čakam, da se končno začne tekmovanje v tenisu gluhih, saj še skoraj 2 leti ni bilo velikega turnirja. V Kršini bom drugi nosilec, pričakujem, da bom dobro igral in dostojno predstavil svojo domovino. Kaj mi bo to prineslo, pa bomo povedali. Jaz vedno pravim tako, prvo skoči, potem pa reče hop. Prepričan sem, da bo dal vse od sebe, v bistvu, da bo upošteval vsa navodila, vse te, se reče, taktične zamisli bo on uresničil. Sedaj pa jaz upam na najboljše, da se bodo stvari poklopile tako, morajo biti in da bomo potem na koncu vsi zadovoljni. Torej imamo med drugimi programi, imamo tudi program mentalnega treninga oziroma psihične priprave, ki so pač v zvezi s programom, ki imava sestavljenega nekaj v sodelovanju s strokovnjaki, nekaj izkušnje imamo že sama, tako da tudi temu seveda pripravljamo oziroma posvečamo posebno pozornost. To je zelo pomembno v vrhunskem športu. Oče je vlogo Marinovega trenerja in zastopnika pri pokroviteljih praktično prevzel že na začetku sinove kariere. Oba sta zelo hvaležna za podporo sponzorjev, saj se zavedata, da brez njih finančno ne bi šlo. Sponzorje smo vse obdržali, imajo veliko razumevanja, tako da s tem, hvala Bogu, nismo imeli nobenih težav. Koronavirus je decembra zaustavil tudi Marina.
Za vrnitev v formo je zato potreboval kar precej truda. Zdaj nestrpno pričakuje povratek na tekmovanja. Letos pa, se pravi, zdaj imamo to evropsko prvenstvo, potem greva v Nove Zamke na en turnir, potem greva na Brnenski pohar avgusta in septembra spet v Prago. Potem se pa tako že začnejo priprave na olimpijske igre, ki bodo naslednje leto v Braziliji, maja. In to bo naslednje leto največji, bi rekel, poudarek na tekmovalni plati. Drugače pa Marino igra slišeče turnire, tukaj v Sloveniji, koliko utegne, in pa seveda igra tudi ligo se pravi deželno ligo avstrijsko, prvo, in tam ima tudi tako, da sedaj trenutno se pravi igra na več teh poljih. Pravi recept za uspešnika športnika je trdo delo in disciplina. Tukaj je veliko odpovedovanja in vlaganja. Sam nekega talenta zaradi težav z ravnotežjem nimam, se pa rad učim, sem vztrajen in dosleden. Vrhunski šport niso samo naporni treningi, to je način življenja. In če tega ni, potem je težko uspeti, konkurenca je huda. Na evropsko tekmovanje Kegel odhaja sproščen in dodatno motiviran, saj je v teh dneh prejel fantastično novico. Kot vrhunski športnik mednarodnega razreda je ponovno dobil zaposlitev v državni upravi. O njegovih rezultatih vas bomo obveščali, zato nas spremljajte.